Spoštovane gledalke in gledalci, lepo pozdravljeni v naši družbi. Tako kot smo že napovedali, je z nami danes Erik Oblak. Prihaja iz Maribora in kar je najpomembnejše, je zbiratelj likalnikov. Gospod Erik, lepo pozdravljeni v naši družbi. Lepo pozdravljeni. Pred kratkim smo si v Ormožu že lahko ogledali vašo razstavo likalnikov, ki je navdušila je vse obiskovalce in prvo vprašanje seveda, ki nas zanima, kako je pravzaprav prišlo do sodelovanja med muzejem in vami? Do sodelovanja je prišlo tako, da sem jaz gledal slučajno vašo oddajo, katera je bila pač takrat na Tele-M, mislim, da je Tele-M predvajal to, in seveda videl sem Manico in za njo so bili neki likalniki. Jaz pa seveda kot zbiratelj likalnikov mi ni dalo mira in sem jo takoj poklical. Mislim, da je dan, dva kasneje smo vzpostavili vezo in smo se začela pogovarjati. Seveda prvo, ko sem jo jaz vprašal, koliko pa ima likalnikov na tej razstavi, ker sem vedel, da je razstava tudi, in ona mi je rekla 16, ne. Pa sem se rekel, zakaj pa samo 16, ne. Pol pa je rekla, da je pač te likalnike težko dobiti, da to skoraj noben nima, tisti, ko pa ima, pa pač ga ne da, ker je to pač spominjalo na kako staro mamo ali pa še na kakšne starejše, recimo, sorodnike, ne. No in pol sem jaz si povedal, jaz pa to imam, ne, jer pa je bila malo razčudena, ne, seveda ni mogla verjeti, ne. No in sva se kar hitro zmenila, ona me je sicer poslala naslednji dan njeno publikacijo, tisto Pranje in likanje, katera je tudi bila v oddaji, ne. In seveda sem jaz pol takoj se zmenil z njo, da pač pridem to razstavo njeno pogledati. Ko sem prišel sem, seveda sva takoj, prva bila debata takoj o likalnikih, ne. In sem jaz si pokazal te moje likalnike, sicer je bilo tako, moja napaka je bila takrat, da sem jaz si pokazal moje likalnike, kateri so bili dobesedno sprintani, ki nisem imel fotografij takrat, in so bili sprintani črno-belo, ne, in je bilo že takoj en veliki minus, ne. Seveda, ko je videla te slike, jaz sem imel taki občutek, ker sem imel zelo slab občutek, ker sem videl, da me ni nekako prav jemala resno, dobesedno, ne. In sem mislil, pa kaj sem jaz zdaj tu nekaj narobe naredil, ne, seveda sem jo povabil, da pride ona k meni to si pogledati domov, ne. No in ko pa prišla ona k meni to, pa ko je to videla v živo, ne, pa sem videl, da so pa takoj bili tudi interes z njene strani, ne, da pač postavima, pa da nekako rečema, pa začnema z zbiranjem tega gradiva. Je v Ormožu bila vaša prva takšna samostojna razstava? Ja, ali ste že razstavljali? To je moja absolutno prva razstava. Jaz sem to v glavnem zbiral bolj za sebe. Od začetka, ko se je to začelo, sem imel par likalnikov, takrat sicer še temu ne moremo reči, da je to bilo zbiranje, ne, ampak imel sem veselje z njimi. In vsakemu praktično, ko je prišel ali na obisk, ali bilo kak, jaz sem vedno imel neko temo o likalnikih. Ne daj Bog, pa da sem videl pri komu kak je likalnik, to sem mogel takoj vprašati, odkot ga ima, kaj ga je dobil, pa tak, ne. Greva lepo po vrsti, seveda že kar nekaj let zbirate likalnike, pa prvo vprašanje, ki je pravzaprav nujno, kako se je vse skupaj začelo? Ja, začelo se je, moja stara mama je bila izredna dobra šivilja in ona je šivala praktično za celo družino, imela je pa tudi par strank v okolici Lenarta. To so bile ali Kegl, Potrč, Rokavec, pa Rojko. Te je pač vedno obiskovala in enkrat sem jaz tudi šel z njo, pelala sta jo vedno dol oče in mama, ne, in sem jaz šel z njo enkrat dobesedno pogledati, kam to ona hodi. Seveda za mene kot mestnega fanta je bilo pa to tam nekaj čisto drugi svet, ker praktično tam so bile domače živali, tam so bili otroki, s katerimi sem se jaz takoj spoznal in z njimi smo se tudi dobesedno igrali, ne. In en dan smo dobesedno se skrivali na podstrešju in ker je bila tam pač tema, ko smo se skrivali, sem jaz dobesedno bincnil en predmet in seveda vprašal sem tega kolega dobesedno, Stankota Kegla, ne, sem rekel, če kaj pa te to je, on je sicer mlajši od mene, pa ni vedel dobesedno, kaj je to, ne, in je to pograbil in je letel s to rečjo k mami v kuhno, ne. Mama ga je pa takoj, namesto da bi povedala, kaj je, ga je dobesedno okregala, ker je rekla, joj, to smo mi že stran vrgli, pa zdaj mi to pokažeš pred totimi ljudmi, ne, daj vrži to takoj v smeti.
Seveda, ko sem jaz to čul, sem jaz takoj prosil, ne v smeti, to bi pa jaz smel. Ampak to je bil res moj prvi likalnik, jaz takrat še sploh nisem vedel, zakaj se gre. Seveda, ko sem ga jaz to domov prinesel, sem jaz to lepo ščistil, pa mi je bil zelo simpatičen. In tako je pristal na eni polički doma. In če prišel kdo na obisk, vsak je čul samo o tem likalniku in nič drugega. Tako da so doma že prav rekli, če pa kaj ti še sploh znaš drugega govoriti, kot samo o likalnikih. Tako da to je bil praktično moj začetek, to je bilo 1967. Leta, ampak jaz, dobro, to je prvi likalnik, ampak takrat še ni bilo tisto resno zbiranje. To je 50 let, torej ste vi že Ja, prijatelj letos teh praznujem likalnikov. 50-letnico, vse se nekako lepo dobesedno skup spada, praktično 50-letnica, pol moji likalniki, moram reči, da jih je iz 25 držav, z Manico, z vašo sokrajanko Manico Hartmann sva izdala celo prvo slovensko knjigo, zdaj je tudi razstava v vašem pokrajinskem muzeju, tako da res je vse padlo dobesedno na 50-letnico in sem zelo vesel tudi, da je to tako. No, ta likalnik, ki ste ga torej pred 50 leti našli na podstrešju v Lenartu, je najbrž bil, torej ljubezen na prvi pogled, od katere se potem več niste ločili. Tako bi se lahko temu reklo, dobesedno, ja. No, kako pa se je potem vse skupaj nadaljevalo? Nadaljevalo se je tako, kot sem rekel, ker jaz sem takrat dobesedno vsakemu to kazal in takrat je moj stari oče, Rudolf Žunko, je rekel, veš, jaz imam pa enega šahovskega kolega, on pa vem, da ima tudi na policiji en taki likalnik, pa boš drugič z mano. In seveda jaz sem dobil od njega drugi likalnik, ker ko je videl, kako se jaz to ogledujem, pa to je rekel, meni je to tako ali tako odveč, nesi si ga, če bo pri tebi v dobrih rokah. In tako je tudi ostalo. Tako sem jaz prišel dobesedno do drugega likalnika. In koliko primerkov danes vaša zbirka šteje? Ja, zdaj trenutno jih je okrog 280. Tako da zdaj, ker praktično je tak, ker polko enkrat spoznaš zunanje člane, recimo iz Avstrije, Nemčije, Italije, tudi iz Španije, recimo imam, ko se dopisujemo zbiralce in pol lažje prideš do tega. Pred leti je bilo to problem, ker ni bilo interneta, nisi nekako mogel poznati nekoga v Nemčiji, danes pa mu samo napišeš, taki pa taki likalnik bi imel, pa on reče, ja, če nimam jaz, bo pa to kolega, pa se to hitro nekako porihta in pride do tega. Kaj pa literatura, recimo, ker vseeno predstavljam si, da seveda ste se morali to in ono najbrž poučiti tudi o likalniku. Ja, jaz sem bil zelo ponosen, pred cirka 15 leti sem dobil prvo knjigo, kupo od Marjane Štrobl, to je iz Nemčije, ona je bila takrat praktično za mene prva oseba, pa prva knjiga, katera sem jaz sploh videl. Tam je zelo lepo opisano, saj z Manico Hartmann pa tudi kar nekaj stvari povzela z te knjige, ker se pač sovklapa z mojimi likalniki dobesedno. Kako pa se je začelo z likanjem? Verjetno to tudi je kje zapisano. Kdaj so začeli ljudje likati? Ja, likati so začeli že praktično, odkar se je začela tkanine, s tem, da se je likalo prvo z kamenjem, ne vem, kako so to sicer naredili, to so pač gladile ženske, to je bilo dobesedno pač, temu pravimo danes mrzlo likanje, ali pa likanje z neko težo, ker če z nekim kamnom gladila po neki tkanini, si ne znam predstavljati, da je to lahko nekako speglano bilo, dobesedno. Očitno je bilo in je služilo. Ja, oni so bili verjetno zadovoljni s tem, vse drugega niso imeli, takrat niso drugega poznali. No, nadaljevalo se pa pol z kitajskimi ponvicami. Kitajci so pol praktično ene ponvice, danes je nimam tukaj, ker je na razstavi. Oni so pa dobesedno pol začeli, ponvica je praktično kot ena, danes bi rekel, ena džezva za kavo, malo bolj široka, z ročajem. Tam so dobesedno vsuli ali žarečo kamenje, ali neko žerjavico, tudi z vrelo vodo. Likali so pa tako, da so 3 ženske, vsaka na svojem koncu to blago, ponovadi svilo, ker je bilo to kitajsko, držale, ta 4. je pa pol za to ponvico dobesedno gladila po tkanini. To se pravi, da je včasih bilo likanje težaško delo, Ja, sigurno je bilo težaško, ker če gledamo recimo zdaj mojo zbirko, vsi likalniki kot tak so bili praktično najlažji, praktično je bil pravi likalnik, ne pogovarjamo se zdaj o tistih otroških, pa recimo res tistih miniaturnih, je bil tam najmanj 3 kile, recimo.
No, zanima me tudi, odkot torej, oziroma kakšen je postopek, da do tega nekega lekalnika pridete, ne? Tukaj tudi pri nas, kar nekaj ste jih danes prinesli s seboj. To ste že povedali, da tisti zlati vam je najljubši, zakaj pa? Ja, tak, nekako mi je najbolj lepo je izdelan, ima res tiste finese na sebi, je pa ta praktično boljši likalnik zaradi tega, ker ta zmaj spredaj, ko je, ne, ta zmaj ima praktično jezik. V glavnem so pa ti likalniki enaki taki, so pa bili brez jezika, ne, ker ta jezik je praktično zelo krhek, ne, in če se malo nekako bolj dotakneš ga, bi se to kar hitro zlomilo, ne, zato je treba tega zelo, zelo paziti. Odkot pa izhaja? Ja, ponavadi so te delali Poljaki. Poljaki so bili izredno dobri mojstri vlivanja, ne, in oni so res naredili specialne stvari. Saj ne smem zdaj v nič davati, recimo in Nemcev, pa tudi recimo Francozov, oni so tudi bili zelo veliki specialisti. Kje pa so začeli izdelovati? Ja, mislim, da je prva bila Nemčija, ko je začela z temi likalniki, ne. Sicer to je tak, pri likalnikih se včasih zelo, zelo težko najde praktično točen izvor. Ponavadi ima likalnik ali v notranji strani recimo pod pokrovom kaki ali znak, ali neko številko, ali neko črko, marsikateri tisti prvi pa nimajo nič, ne, in tam ga je bolj težko dobesedno locirati, to je pa točno nemški ali pa točno recimo poljski ali bilo kaj, ne. Ko odkrijete nek likalnik nekje ali preko dopisovanja, preko kontaktov različnih, kakšen pa je potem postopek, da pridete do njega? Vam ga pošljajo po pošti ali pod noge in po njega? Ja, čisto odvisno. Zdaj recimo, če so to kolegi recimo iz Nemčije, takrat se ne splača iti po njega, takrat se bolj splača praktično, da ga pošlje po pošti, ne. Moram tudi povedati, recimo jaz imam nemških prijateljev, tam enih 5 takih, ko si redno dopisujemo, nisem jih niti videl še, jaz poznam njih po sliki, ampak recimo nisem pa še videl recimo likalnika. Zanimivo pa je, da sem enega tega Nemca enkrat pred 10-15 leti pohvalil njegovo zbirko, ne, in sem dobil pol naenkrat od enega Avstrijca en mail, češ, da je pač videl pri tem pa tem, na mailu moj naslov in se pač dovolil drzno mi dobesedno pisati, in če bi midva lahko nekako spostavila stike. No, moram povedati, da je to zdaj moj najboljši kolega zbirateljski, to je iz Villacha, Beljaka, ne, Hans Peter Antl, in z njim smo tudi dobesedno, on ima praktično skoraj enako številčno likalnika, mogoče kakega več, ampak on ima bolj, ker on ima sestro v Franciji, ima bolj tiste francoske. Tako da se v tem malo razlikujemo. No, še vedno ne razumem, kakšna je to ljubezen, da človek zbira likalnike. Vemo, da ljudje marsikaj zbirajo, ampak prav likalnike se mi zdi skoraj neverjetno. Ja, ne vem, težko je reči zdaj, kakšna je to ljubezen. Jaz sem pač prišel, to je bil dobesedno slučaj. Od začetka moram reči, sem jaz zbiral vse starine, tudi omare, tudi gramofone, tudi, ne vem, vse živo, do česa sem pač prišel, tudi stare radije pa to. Ampak pol sem videl, da v hiši, recimo, v kateri sem, bi mogel imeti dobesedno en veliki prostor in v tistem prostoru res same starine, ampak to ni šlo. In sem se pol takoj odločil nekako, ker je bilo pač likalnikov tudi največ, pa tudi mogoče najmanjši so bili, najmanj prostora so zavzeli, ne, sem se pač odločil za likalnike. Vse drugo sem pa dobesedno tudi zamenjal za likalnike. Ampak vseeno, 280 je res taka številka, da človeka kar mu vzame sapo. Kje pa jih imate doma? Ja, saj ne boste verjela, recimo imam jih v kuhinji. Dobro, v kuhinji recimo se ne kuha, ne, ker praktično živimo z mamo v hiši, mama je v prvem nadstropju in dobesedno jaz sem pri nje na kosilu, pa to pri meni, če se skuha kakšna kavica, recimo za obisk, kaj več pa ne. Je pa praktično to en zid, bom rekel, enih 6-7 metrov dolg, in to je polica na polici in na njej so pač vsi ti likalniki. Je pa treba z teh likalnikov prah brisati, ne? Ja, seveda je treba. To je pa po moje kar dela. To je, jaz se praktično tak enkrat ali pa 2-krat na leto recimo spravim, saj je tak, ne, ker to je kovina in se točno vidi na kovini,
kak malo začne, recimo zdaj sploh, ko bo recimo jesensko vreme, ko je malo vlage več, ne, se takoj pojavi kot ena rja mala. In to, če sproti ne ščistiš, je to čez 2-3 leta dobesedno rjavo vse skupaj. Ne. Seveda, v vsakem primeru jih treba zaščititi in najbrž zlohčiti tudi pošteno. Ne? Ja, ja. No, primerki, ki so tukaj na mizi, so več kot zanimivi, odkot pa so, recimo. Odkot izhajajo vsi ti likalniki. Ja, recimo ta moder je angleški, to smo rekla je poljsko, to je nemško, to je tudi nemški, ta je avstrijski bogolet, ta bogolet je zelo zanimiv, ker to je praktično bil potovalni likalnik, ne. Ta je še toliko bolj, ker ima črn ročaj, v glavnem imajo ti bogolet ročaje bele, ampak firma se je pač pol odločila pred leti, ne vem z kakega razloga, da tu pa tam recimo, bom rekel na pamet, med 10 000 naredijo tudi enega črnega. Ne. Tako da te črne recimo je zelo, zelo težko dobiti. Obstoja pa še pol tudi isti likalnik, ne da je črn, ampak je taki lisast, je zelo lep. Tisto je pa redkost, ker tisto so pa dobesedno dobivale tiste stranke njihove, zelo, zelo redko praktično. To je bilo enkrat na 10 let, mogoče sploh tak izdelan. Je pa to očitno večnamenski likalnik, ne? Lahko ga tudi recimo imamo za kohar, ne? In si to je likalnik praktično potovalni, mišljen je bil pa tak, ali da se je zlikala mogoče neka srajca, neka malenkost dobesedno, je pa tak, ne? Likalnik praktično stoji, bi mogel stati takole, ne? Na tak način se tudi lika. Ampak zdaj predno, ko ta likalnik je usposobljen za likanje, ga je treba obrniti na glavo, tukaj notri ima eno tako režo, v katero se je vlil špirit. Špirit se je vlival tak, ali so bile to kavne žličke, pol recimo tak je bilo, če se je vlila ena kavna žlička, je to bilo za gorenje dobesedno 3 minut in v 3 minutah bi naj bil ta likalna površina dobesedno pripravljena za likanje, ne. Oni so pa uporabili to dobesedno, nekdo si je to zmislil, da se lahko da tudi pol en taki lonček gor in se dobesedno voda zavre, ne, se skuha kavica ali pa mogoče tudi kako jajčka recimo se naredi, če je na nekem potovanju, ne. Zanimivo. No, na špirit torej deluje, ne? Ta je ali na špirit, lahko, takrat so pa tudi imeli ene posebne špiritne tabletke, zdaj ali je imela pač oseba takrat mogoče flaško špirita zraven ali pa te tabletke. Te tabletke so pa praktično kot šibična škatla in tam not je bilo enih 6 tablet in je bilo dobesedno za 6 teh likanj, ne. No, imamo pa tudi 2 taka majhna likalnika. Domnevam, da so to najmanjši likalniki v vaši Ne, je še en manjši, sicer je na razstavi, tega danes nimamo tukaj. Ta je recimo tudi francoski, to je kovaško nareto. To je, ne vem, uporabljali so bolj za kakšne manjše stvari, za kakšne bolj fine zadeve. Ta je pa dobesedno otroški, ne. Ker vsak tak proizvajalec, ne vsak, ampak večina teh proizvajalcev so, ko so naredili veliki likalnik, so naredili pol v čisto enak likalnik, ampak v dosti manjše merilo. Bil je primerjen dobesedno za hčere od gospodinj, ne, ker je gospodinja likala, da se je hčera dobesedno takrat zraven učila, kako se to dela, ne, s tem, da ni bil ta toliko gret, ne, tega je mogoče glih toliko, da se je malo segrelo, da je pač, da je imela praktično dobesedno, da je vedela, zakaj se gre, ne. No, tega pa je najbrž bilo potrebno nekje segreti, ne? Ja, ta se je segrel na klasični plošči in pol se je dobesedno likalo. Zdaj, da se je vedlo, kdaj je pa to dovolj toplo, ne, to je pa zopet bilo veliki problem, ne, ker danes so likalniki, ko se nastavi na tisto stopinjo in se ve, da pač, ko lučka ugasne, da lahko likaš, ne. Tukaj pa ne, tu pa je mogla imeti že oseba taki občutek, da aha, zdaj je dovolj vroče ali pa mogoče celo prevroče, ne. Probala je to tako, ali je malo kako kapljico špricnila gor in pol, ko je kapljica dobesedno zavrela, ne, takrat je vedela, da je to dobesedno pripravljeno vse, ne. No, zanimivo je, na kakšno energijo pa je ta
in tisti. No, ta je tudi špiritni, Aha. s tem, da ta ima špirit v tele, kako bi rekel, rezervarju, ne? In pol se je tu dobesedno reguliralo, ali malo bolj gori, ali malo manj. Ta je tudi zelo zanimiv, ker špiritni, vsak od likalnikov ima neke male finese, ne? In to se je dobesedno od vsakega proizvajalca do drugega recimo malo razlikovalo. Ta je pa plinski, ne? Ta pa je bil na plin. Plin je bil dobesedno takrat speljan po cevi, ne? Bile so to praktično kot gumijaste cevi. Od začetka so bili ti plinski taki, da so bile dve cevi, pol pa na koncu so pa že prišli, da so to združili samo ena, ker je bil dobesedno takrat ali plin pa malo zraka, ne? In to si mogel takrat dobesedno prav nastaviti, da je to lepo gorelo, ne? Pol, ko je bilo pa to ena cev, je bilo pa to malo lažje že, ne? Domnevam, da vsi ti likalniki, ki jih imate v zbirki, tudi verjetno precej stanejo, ne? Je to kar verjetno finančni zalogaj? Stanejo precej, določeni so kar velika. Jaz moram pa tako povedati, jaz sem res zbiralec, ampak jaz se o cenah recimo ne pogovarjam rad, zato ker sem naredil enkrat pred leti eno napako. Prišel en kolega k meni, pa je dobro, takrat sem imel mogoče 200 likalnikov, ne, pa me je vprašal isto kot zdaj vi, ne, pa je rekel, ja, koliko pa mi je pokazal en likalnik, pa mi je pokazal en, ko je malo višjega cenovnega razreda bil likalnik, ne, pa sem povedal ceno in on je takoj tistih 200 s tisto ceno pomnožil, ne, ampak to ni realna cena, ne. Zato, ker eni so, ko se dobijo dokaj ugodno, eni so pa res. Obstaja tudi opcija, da imate recimo dva likalnika enaka, pa menjate. Se to tudi dogaja? Dogaja se, vendar jaz nimam. Jaz imam mogoče v celi zbirki, 280, to je moja zbirka. Imam jih pa še enih 30, pol tak, ko so recimo res, tako ste zdaj rekli, podobno onemu ali pa skoraj enak, ne. Tiste imam sicer zamenjavati, bi lahko, ampak jaz do zdaj še nisem dobenega. Verjamem, ker vam je žal verjetno za vsak. Malo mi je žal, pa nekako, tako sem rekel, čisto vsak likalnik ima svojo zgodbo in pol se mi zdi, da tisto zgodbo dobesedno nekomu dam dobesedno, ne. No in s kakšnim likalnikom doma likate srajce? Dan današnji. Jaz sploh ne. Mama, ne? Mama, ja, tako, ja. No in kakšnega ima ona? Mislim, da ima Rovento, ne vem, niti ne vem točno. Ni kakšen iz zbirke vaše? Ne, z moje zbirke absolutno ne prije poštev. Verjamem, da ste si v tem času že kakšnega kje spet nagledali, ne? Kakšne imate želje, cilje? Vedno je nagledano nekaj, vedno so neki cilji še zadaj. Imam res enega nemškega nagledanega, ta je pa, bom rekel, zelo, zelo drag. Spet o cenih ne bom govoril, ampak je redek, toliko redek, da ga je zelo, zelo težko dobiti. Zdaj se moram reči tako, da se zdaj za njem pogovarjam že več kot pol leta in mislim, da bo to še kar trajalo. Sicer zdaj sem dobil že eno sliko, ampak tista slika, ko sem jo dobil, meni nekako ne odgovarja, ker vem, da so ti likalniki tudi v boljšem stanju ohranjeni, ne? Tako da bomo videli. Mislim pa, da če ne letos, drugo leto ga bom pa sigurno imel. No, glede na to, da imate res redke primerke, kot je recimo konkretno ta, ne, ki ste rekli, da je edini med mnogimi belimi oziroma eden redkih črnih, ne, s črnim ročajem. Kako pa recimo, kako se dogovorite? Imel bi tega, recimo imel bi enega s črnim ročajem. Moram jaz povedati, da jaz praktično do predlani sem samo slišal, da je črni obstojajo. In pol, ko sem prišel na zbiratelja, kateri to ima, ne, pa ko mi je poslal njegovo sliko, pa poslal mi je tudi sliko z onim barvnim, kot sem prej govoril, ne, sem jaz samo gledal, ne. Seveda sem ga, prvo je bilo vprašanje, ki si to dobil, ki še lahko kakega zrihtaš, recimo, ne. In on je rekel, da pozna enega in da bo probal. Ampak to je trajalo skoraj leto dni, da sem prišel do njega. Koliko časa vam vzame ta vaš hobi? Veliko verjetno, ne? Ja, mislim, da kar precej, ja. Kaj pa sicer počnete v življenju? Ja, zdaj sem 2 leti v pokoju, prej sem bil pa dobesedno grafični oblikovalec, skozi sem bil praktično v grafičnih vodah, tako da poznam tisk v podrobnosti, vse vrste tiska, tudi na koncu sem tudi oblikoval, ampak pol je pač naneslo tako, da na koncu pač
je bila tudi borza prisotna, tako da Težki časi so, ne? tak, No, je pa vseeno, ne? Tudi grafično oblikovanje je posebna umetnost, ne? Vse skupaj vseeno nekako spada zraven. Sigurno, vendar to se spreminja z tako hitrostjo praktično, da moraš dobesedno biti skozi v tem. Recimo jaz zdaj 2-3 leta nisem bil že nič več kaj v tem, kaj dost, razen to, kaj si oblikujem doma sam za moje likalnike, ampak vidim, da sem že kar zdaj v zaostanku. No, to pomeni, da ste življenje posvetili tem likalnikom. Še eno vprašanje. Rekli ste, da ti vaši znanci, ne, ta iz Beljaka, da ima nekje približno enako število primerkov. Koliko pa jih imajo maksimalno, recimo, drugi? Ja, S kakšno številko se pohvalijo? Težko reči, recimo Nemce poznam, ko jih imajo tudi 2000, recimo, ali pa še več, ne. Obstoja pa zdaj tudi z lanskim letom se je odprl v Španiji en muzej likalnikov, tega imam sicer namen obiskati, to pa je en Španc, kateri ima baje v muzeju 4000 likalnikov. Videl sem posnetke, film celi o njem in to je res fantazija za pogledati, ne. Ker on ima pa res take likalnike, ko jih jaz dobro nimam, imam pa jaz tudi par takih, ko jih on nima, ne, tako da. No, govorite o zbirateljih v tujini, kaj pa v Sloveniji je še kdo, ki jih zbira? Ja, v Sloveniji je praktično so zbiratelji likalnikov, vendar jaz ne poznam dobenega, ko bi rekel, imam jih toliko. Ja, saj govorijo, imam jih toliko, ampak pol, ko prideš k njemu, pa rečeš, daj pokaži, pol pa vidiš, da je tisto mogoče 10 tistega, kaj je rekel, ali pa še manj, ne. V glavnem zbirka se bo večala, verjamem, da pri številki 280 ne boste ostali, ne? Naslednji je torej ta, o katerem ste govorili, ki bo kar velik zalogaj. Kaj pa potem še drugo? Ja, je še par takih likalnikov, recimo, ko jih dobesedno bi imel, ne, ampak tako pravim, zelo težko jih je dobiti. No, odkot pa dobite informacije pravzaprav? Z V interneta? glavnem internet, pa ti prijatelji, ko so v Nemčiji, z njimi se dopasujemo, ne, in on pravi pač, recimo, se zgodi tudi tak, recimo, da je zbiratelj že toliko star, recimo, ja, kupil sem en likalnik zdaj pred kratkim, toti črni tudi je, bogolet od njega, on je rekel, on se je dobesedno odločil, da ne bo več zbiral in dal svojo zbirko v prodajo, ne, dobesedno. S tem, da je tu težko, ne, ker on je dal v prodajo zbirko, ni pa povedal dobene cene, ne. In zdaj je tu težko nekomu, ko ga ne poznaš, reči, čuj, jaz ti pa dam za ta likalnik toliko pa toliko, ker vem, da je tudi on zbiral vsaj 30-40 let in bi ga dobesedno s tem lahko užalil, ne, če bi mu premalo povedal, ne. No, vsekakor je to po moje velika vrednost. Pravzaprav so to najbrž vrtoglave cene vse skupaj, ne, tako kot takšni starinski predmeti imajo svoje. Določeni so res vrtoglave cene, ja. Včasih pa imaš človek srečo, pa dobi po koliko toliko ugodni ceni, glede na to, kaj je vreden, ne. Razstava v Ormožu prinaša na ogled, mislim, da nekaj čez 70 primerkov, ne? Ne, tu v Ormožu je 83 likalnikov, so pa na ogled še do 2. meseca, praktično do polovice. Z Manico Hartmann smo se sicer dogovorila, ker imam pač jaz ene zadeve, da bo do 20. to se pravi, da bo do 19. odprta, 20. se pa ta razstava podira in vse bi lepo povabo, da si jo ogledajo. Seveda, še vedno je čas, torej, spoštovane gledalke in gledalci, da si ogledate v Ormoškem muzeju zbirko likalnikov zbiratelja Erika Oblaka. Gospod Oblak, hvala lepa, da ste si vzeli čas, veselilo me je, ne, da ste prišli v Ormož in prinesli tudi seveda nekaj svojih primerkov. Želimo vam še veliko dobrih, lepih likalnikov. Hvala za povabilo, tudi jaz sem vesel, da smo lahko malo pokramljala. Moram pa povedati, da nisem, povedal sem sicer danes parkrat Manico Hartmann, ampak moram povedati, da bi jo mogel tudi v tem imenu dobesedno pohvaliti, ker izdati knjigo mi je bila v veliko podporo praktično in res tudi hvala vsem, kateri so sodelovali ob izdaji knjige. Ja, pa še kakšno razstavo vam želimo kje, ne? Ja, imamo nekaj že nagledano mogoče v Mariboru, to, ker je pač malo bližje k meni,
tako da bomo videli zdaj kako. Še enkrat torej veliko uspeha vam želimo, zdravja, ne? Hvala. Da boste lahko še to počeli in predvsem moči, da boste čistili to svojo zbirko. Ja, to tako težko ni začistiti, ne? Ampak zame pa res, tako ste rekla, kar precej časa. Ne? Hvala še enkrat. Hvala vam. Toliko za danes, spoštovane gledalke in gledalci, tako kot smo povedali, še vedno si lahko ogledate v muzeju zbirko likalnikov zbiratelja Erika Oblaka, ki sicer prihaja iz Maribora, ampak na nek način je že naš. Tako. Vse dobro vam želimo, pa se vidimo čez teden dni. Srečno do takrat. Po razstavi Pranje in likanje perila nekoč avtorice Manice Hartman iz ormoške enote muzeja Ptuj-Ormož, ki je navdušila leta 2015, je v grajski pristavi nova razstava Likalniki sveta iz zasebne zbirke Erika Oblaka iz Maribora. Razstava prinaša kar 83 primerkov likalnikov in je plod sodelovanja med zasebnim zbirateljem in muzejem. Torej, že 2015, ko sem imela razstavo o likalnikih, skratka o pranju in likanju perila, takrat je še bilo pranje prisotno prej. No in dejansko je bila sama razstava takratna povod, da sva se z gospodom Erikom spoznala. On je izvedel preko kabelske televizije, preko vaše oddaje dejansko za mojo razstavo in je potem stopil v kontakt z mano in sva potem začela uresničevati zamisli o današnjem dogodku. No, predstavljam si, da je to samo sedaj dopolnjena tista vaša odlična razstava pred 2 letoma. Ja, dejansko lahko rečemo tudi dopolnjena, ampak predvsem pa je to nadgradnja. Dejansko so tukaj res zbrani likalniki, kot sem že omenila, iz 25 držav. Niso vsi razstavljeni v fizični obliki, torej sam likalnik, nekateri so tudi slikovno predstavljeni, kajti kot sem povedala, ima gospod Erik okrog 250 likalnikov in vseh teh žal ne moremo razstaviti. Vsekakor pa sva jih poskusila razstaviti nekje 80 likalnikov. Kako dolgo sta se pripravljala na to skupno razstavo? Ja, na razstavo sva gradivo in vse ostalo sva začela zbirati kakšno leto nazaj, tako da recimo tem približno leto dni, malo več, no, ko leto dni je nastajala tale zamisel najina. Erik Oblak likalnike zbira že 50 letij, svojo zbirko pa še vedno povečuje. Zbirati sem začel 1967. leta, kot sem že prej povedal, vsega skupaj bila pa kriva moja stara mama, ker je bila pač izredna šivilja in je imela tudi neke svoje stranke v okolici Lenarta in tam sem pač jaz mogel enkrat iti z njim, praktično njo, na te obiske. Tam sem spoznal tudi, tam so tiste fante, praktično otroke in z njimi smo se dobesedno igrali. In kot sem že rekel, jaz sem tam slučajno, ko smo se skrivali, na podstrešju naletel dobesedno bincno, skoraj bom rekel, ker je bila taka slaba svetloba, v neko stvar. In ta fant, ne, ko sem ga jaz vprašal, sicer je bil dosti mlajši od mene, sem ga vprašal, kaj je to, ne? Sveda nismo videla dosti. In on je slučajno to zagrabil in s to stvarjo letel k mami v kuhinjo. Ne? In ona ga je doma dobesedno nahruljila, češ, kaj nosiš to, kaj mi delaš sramoto, ne? Ker smo le iz mesta prišli na deželo. Ne? Je rekel, to smo že mi pred parimi leti stran vrgli, zdaj pa bi ti zopet hočeš tu nekaj spraševati. Ne? Pojasni je povedal, da sem jaz dobil kriv, ker sem ga jaz dobesedno vprašal, pa on pač pred leto dobesedno vpraša. No, ona nadaljevala pa je rekla, da bi pač dobesedno mogla to iti na smeti, takoj v smeti, rekla, vrži to takoj na smeti. In takrat sem jaz pač njo prosil, da pač, če lahko ta likalnik da meni, če že mora iti v smeti. Ne. Koliko jih je danes v vaši zbirki? Ja, v knjigi jih mama napisano, da jih je 250, ampak zdaj moram vam kar zaupati, da jih je že kar enih 14 več. Odkot so? Ja, dobesedno z celega sveta, tako ko piše, v glavnem mama iz 25 različnih držav so v moji zbirki, kar precej jih je tudi tukaj na razstavi, sicer ne vse, ampak tu jih je 83 na razstavi, je pa to cirka 200 kilogramov. Ne. Manica Hartman in Erik Oblak sta ob razstavi pripravila tudi zajetno publikacijo, ki predstavlja pravo bogastvo informacij iz zgodovine likanja in likalnikov ter vrsto zanimivih fotografij. Tako v publikaciji lahko preberemo, da je prvi pripomoček za likanje znan že iz leta
1580 pred našim štetjem in še veliko pomembnih zanimivosti. Zbiratelj Erik Oblak pravi, da se sploh težko odloči, na katerega od 264 primerkov likalnikov, ki jih hrani doma, je najbolj ponosen. Ja, težko je reči, na katerega najbolj ponosen. Najbolj sem ponosen recimo na tega tudi, ko je na naslovni strani. Ta je zelo čudovit. Ta je zanimiv zaradi tega, ker je tale zmaj, ko je narisan gor, dobesedno upodobljen in ima jezik. Ne. Ponavadi so ti zmaji brez jezika, ampak ta ga ima, plus tega pa je iz medenine. Ne. To je pa tudi zelo redko dobiti. No in kako ste skozi vse te zbrane primerke likalnikov ugotavljali, kako je recimo tehnika likanja napredovala iz tistih davnih časov do danes? Ja, tehnika je kar zdaj je čisto drugi svet praktično, glede na tisto, kako so takrat likali, ne? Ker tukaj na razstavi lahko vidite recimo kitajske ponvice, to so dobesedno likali, da so 3 ženske držale vsaka na svojem koncu, 4. pa s to ponvico dobesedno gladila po svili. Ne? Zdaj pa polje so bili likalniki recimo na žarilne snovi, celi železni likalniki, na oglje, na plin, na špirit, tudi na bencin. Ne? In to je zgodovina dobesedno, katera se je pač v toliko let malo pač spremenjala. Razstava bo v prostorih ormoške grajske pristave na ogled do oktobra.